80 naenkrat 8-letnikov lahko prefukaš. Lagano. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji, šalni podcast, like, komentar in subscribe. Danes z vami je Rimanič Jure in to je to. Vroče je ful. Dvoje. Sama sta najboljša. Dober dan, kako ste, kaj? Mi smo vroče. Meni je ful vroče. Toplo je, če je kakšen sponzor, ki ima klimo, se priporočamo. Imamo eno sponzorsko klimo. Lej, če hočete, če plačate, bomo še dali nekam, da si jo vidi, da imate product placement, samo da. Neka biti vroče. Mati moja. In Jure, ti je lepo biti vroče. Maja, pa še mi, samo bi počasi posnel, da mi bo manj vroče, da grem pod klimo. Kaj, če bi posneli eno, lahko nabavili kakšen jacuzzi, kakšen bazenček in notri posneli lepo. Bazenski podcast. Se lepo hladili. To je bil vajbič. Maja, samo biti v bazenu fulni časa ni zabavno. Pa dobro, smo na unih šlaufkih tam gor, veš. Kaj ne delajo neki oni streameri, neke streame, jacuzzi streame ali pulu streame? Ja. Ki imajo une dore babe. Ja, vi pa bi imeli dva rekolušna, simpatična fanta v bazenu, ki klepetajo, tako da ja. Kaj si kedal ta teden, Jurček? Ta teden, bil sem na Hrvaškem, sem šel en krok, pa nič, lepo, sem šel do Umaga, malo kavica, cak, zanimivo je bilo, luškano. A tako, malo menjal okolje. Drugače pa nič, delal sem, bil sem malo na plaži. Tako. Kakšno morje? Mokro. Čekaj, si bil zdaj kaj v nas luzi šetle? Ne, ni več. Joj. Ful je lepo morje zdaj, ful je toplo, ful je prijetno. Res? Ja. Koliko imamo kaj stopinj te dnemi? Po moje 22. Ne, stopinja, ki tako mora biti. A od zunaj je že 30? Moj krepko čas. Kaj, na primer, dajmo našteti stvari, ki jih lahko človek naredi, da mu ni vroče? Odpre okno. Odpre okno. Naredi prepih. Kupi klimo. Se vozi z motorjem. Se gre tušira z mrzlim tušom, se vrže v bazen. Se vrže v morje. Ne nosi dolge hlače, kavbojke sredi poletja. Mislim, da to so vse stvari, ki bi lahko pomagale, da ti ni vroče. Mislim, Rajman dolge hlače, ko prekratke hlače, ne? Sorry, to so lnene poletne hlače za poleti. Da prosim, bele, ko da sonce ne upija toplote in svetlobe. Da sonce ne upija toplote, ja. Ne, da one ne upivajo toplote in sonc. Vajbič. Zakaj si v kavbojkah? Pa ne vem, ker sem mislil, da bomo fucking grešli to v eni uri, pa smo te že 4. Zakaj bi bil v kavbojkah sredi poletja? Zakaj ne bi bil v kavbojkah sredi poletja? Bilo kam greš, zakaj greš v kavbojke sredi poletja? Ker je šmeks. Šmeks je, da ti je vroče. Ko si šmeksi. Pa ja, ali kaj? Se ni tako slabo. Kaj imaš defektne noge? Kaj skrivaš? Ne, pač... pač sem izdelal tako cool, pa sem bil v kavbojkah. Nič posebnega, no apparent reason. In pol ti je vroče. Zdaj je že začetek poletja, ne? Ja. Zanimivo bi bilo, da bi bil pot obarvan. Zakaj? Se je drugače. Kaj, prozoren je? Ne, rumen. What? Ja, ko se posuši, boš videl, pogledaj, ko se ti posuši pod pazduhom rumeno malo. Nikoli še nisem opazil rumeno. Ki si misliš, da bi bil moder? Drugače je iste pač kot urin scena, malo. Si misliš, da bi bil zelen, veš, kaplje, rdeče kaplje po čelu ti padajo. Si misliš, stari? Ja, prvi bili tako navajeni. Da si krvavo rdeč. To je bilo vija, pol veš, ko bi ti to obarvalo, oblačila. Ja, prvi imeli vsi rdeče obleke, po mojem. Ja, ki veš, lovke je kriti umaže, ne? Veš, kaj šuni bogati bi imeli bele, kao krme, ja si lahko privoščijo toliko menjajo to obleke. Fiks bi pol imeli neka zdravila za antikolor potenje, ja. Da samo oni jemljajo, da leko smo mi buži, mi se lahko potimo in nas ne zanima za naše obleke. Jure, spremljaš kaj slovensko sceno, slovensko rap sceno te zadnje dni? Ja, spremljam, sem videl, da je prišel ven dis od Zlatkota na Čaleta, ne? Mnenje od 1 do 10. Pa ne vem, tako, res je dolg, ne? 7 minut, koliko je, ja, kar je imel dosti zapovedati. Ful se je ponavljal. Ja, to nisem neki toliko opazil. Mislim, jaz sem ga poslušal enkrat sicer.
Ja, zanimivo. To se me spominja malo na Drake in Kendrick. This battle. Kaj pa tebi, kako se je zdelo? Meni je bilo zanimivo, zakaj se je to začelo, malo konteksta, baje Čale Sale, pa po mojem ni mislil, da ga je sprdal, ampak je rekel na Perotovem streamu, da pač on je najboljši slovenski reper, Čale Sale, in da je sem Zlatko zdaj to malo narobe, plus pač cela zgodovina o Čaleta, da včasih bil gangster, zdaj več ni, po mojem vse to je prišlo za njim in zdaj, da je Zlatko to je gest dopizlo. Kaj pa naredi dobrega reperja? Številke so sigurno del tega. Ja. Veš. Samo recimo, ja, zakaj je bil... Ja. Je Čale Sale slabši reper, ker je komercialen in kao ga poslušajo samo otroci. Te naredi to slabšega. Pa ne, mislim, da naredi slabšega, ne? Ja, samo po moje je teže pisati besedila, ki zanimajo starejše ljudi. Ampak zakaj, veš? Tudi zakaj? To, da zabavaš male je neka... Ja, ma ne, zakaj? Zato, ker pač da Tipo, čakaj, čuki. To so za otroke. Ko oni delajo bengerske otroke. Pač bengerske otroke, bengerske komade za otroke. Da ti zadržiš retention odraslega človeka ful teže kot otroka, po mojem. Ok, no, pol kakšni so kriteriji, ki ti vidiš, da je nekaj dobro? Ja, ne vem, da je... Ja, mislim, da besedilo nosi neko težo. Kaj misliš, da od Saleta ne nosijo teže? Ne, nisem tega rekel. Ampak po moje od Zlatkota so bolj kompleksna besedila. So težji. Kaj ti misliš? Ja, jaz bolj mislim, vidim, da je neka artistična teža pri Zlatkotu in da so taki komadi, ki bolj so tam zato, da neki povejo, kot da te zabavajo. Se mi pa zdi še vedno tudi ena težka umetnost, da si kot Čale Sale in šopa še en komercialni hit za drugim. To je tudi res, ja. Mislim, vsi pravim, pač ne more vsak narediti nek tak catchy hit. Oboje ima svoje prednosti in slabosti. Mislim. Ne morem reči, da veš, Čale Sale komadi, naprimer, ne moreš reči, da so slabi, stari catchy so, veš. Ja, meni... Zapomniš si vse komade. Ja, res je, ja. Ja. Tako da neki je pogruntal. In meni se zdi, da je pogruntal v takem stilu, da ima številke. Jaz sem tudi vedno se spraševal za svoje stvari. Po moje največji umetnik zna združiti svojo umetnost, ampak ne odstopa do svojega umetnega izražanja zaradi komercijale, zna pa svojo umetnost zapakirati, kot da je komercialna. Ki na koncu dneva, zakaj bi ti hotel delati nekaj, da noben ne vidi? Veš? Ja, pa se mi zdi, da tudi dosti krat, se ne vem, če je umetnost za to, zakaj pa je umetnost? Da imaš neko sporočilo zadaj, ali da je to všeč drugim? Umetnost primarno je zase. Umetnost primarno je za umetnika, če me ne vprašaš. Pač ponovadi se mi zdi, da umetnine in umetnost in mora imeti nek cilj zadaj, ne? Kaj hočeš ti s tem delom pokazati, izpostaviti. Največ lahko pokažeš s tem, da si pristen samemu sebi. Da sebe zadovoljiš. Če zadovoljiš druge, pač... Kaj pa ne zadovoljiš druge? Ne, ponovadi mislim, da umetniki dajo neka dela ven zato, da povejo neko bistvo skozi umetnost, ne? In kaj, če nima bistva? Več ali manj ima bistvo. Mislim, jaz cenim umetniki, ki imajo neko bistvo zadaj, ne? Mislim, moj diplomski film je točno temu, da je umetnik naredil nič in vsak vidi svoje bistvo v neki umetnosti. Polne respektam takih umetnikov, če ti naredil tako delo. Ja, ampak to je pač dejansko, ne? To je dejansko. Največja umetnost je to, da umetnik ne da nič, da si vsak interpretira po svoje, da najde neko umetnost. Se strinjam, ja. Kaj, si ti imaš kakšno umetnost v smislu glasbe, filma, slike, ki si pogledal, videl, slišal in si rekel, fuck. Ja. Da ti je tako malo spremenilo pogled. Kjer je film je spremenil pogled, recimo, ali pa neka umetniško delo? Tako da te je res hitnilo in si bil, Da mi je prav spremenilo pogled, kaj knjigo lahko tretiraš kot to? Ja.
No, ena knjiga o pristopu do kreative in kako si moraš dovoliti ustvarjati, kako gledati na ustvarjalni svet. To je ta zadnja knjiga, ki mi je odprla malo oči. To je ona knjiga, kjer je pisalo, da zjutraj pač vsak dan napiš 3 strani svojih misli. In ne vem, ona knjiga je bila malo tako, Kaj ti, ko pišeš, pišeš pravilno? Ja. Ali tudi te besede, ko govoriš? To ne zabancija. Mislim, ne, pač tako. Pišeš to govoriš? Ali? Pišem, kakšne besede ne pišem pravilno, zato ker se mi mudi. Ti postavke poveš pravilno? Ali? Ja, danes je lep dan, ne rečem, danes lep dan je. Aha, okay. Ampak une besede, pišem, kot da pišem SMS. Aha, okay. Napišem, kakšenkrat napišem sem, jaz in tako, da pač čim prej pišem. Ampak, okay. Zakaj? Ne vem, če tako, ko govoriš, pa tudi pišeš. Ne, samo če, še posebej sem opazil pri tem dnevniku, pišem svoje misli, prehitro razmišljam in ko berem za nazaj, spuščam besede. Zato, ker v glavi sem že 3 besede naprej in pač moram bolj počasi. Sem se naučil pisati hitro, pravilno, ampak hkrati počasi. Ja. Da je vse lepo notri. No, kaj pol te rečemo za Čareta Saleta in Zlatkota? Misliš, da bo bil dis od Saleta? Jaz mislim, da verjetnost je. Ok, kdaj je čas za dati nazaj dis, da ne rečeš, ok, dej, kaj pa si ti delal tle toliko časa? Koliko je neka timeline? Ja, mesec po mojem. Meni je, to ful, meni tako 1 teden, 2 morajo priti nazaj že ven. Samo to je, meni se zdi pošteno, zato ker če si nekdo pripravlja na te disati pol leta. Ja, ampak če si ti najjačji reper, kot je nekdo izjavil, da ima, da imaš ti komad preman 2 dneh, veš. Posnameš še music video še 2 dni, 3, da ga daš skupaj. Ja, ni to Amerika, ki so budžeti drugačni, ne? Zlatko je bil v studiu z mikrofonom in eno kamero in je repal. Se ti mene zanima, koliko časa se vam pripravljal na to? Po moje ne dosti. Misliš, da ga je imel ful časa pripravljenega? Po moje ne. Po moje pa ga je malo kuhal, veš? Ja, zna biti, da ga je tudi kuhal, ja. Mislim, verjetno se me nabrali tudi njemu kakšne stvari, ne? Že nekaj časa, pa je že imel v glavi, kaj bi rad povedal, ne? Tako je, tak Čale je človek, ki si lahko dal na lagar neke dise. Ja. Ne, po moje v 1 tednu moraš dati neki... Ja, 2, ajde, recimo 2. Veš, Kendrick mislim, vse najaviš. Tipo, neki, prihaja dela neki, nazaj, ja. Da se ve, da smo pripravili. Lik za to, da Kendrick Drake je bilo hudo, ker čim ga dal Drake, čez 2 ure je dal Kendrick spet. Tipo, takoj ga je dal. Drake je res bil boom, send Kendrick, evo ti mojega nazaj. Pač oni so jih imeli na lagarju. Meni je bilo smešno, zato ki pač oni tudi spoti so bili kar solid narejeni, ne? Od koga? Ma si ne vem, to, ki je vozil Drake je dal komad, tisti, ki so oni njegov avto iz spota, pač kakšne drugi budžeti so. Tam 2 klica, tam so cele ekipe, stari, tam so cele ekipe, pa neki, ki je bila neka slika kao iz Drakeove palače, kako ona bila samo slika? Da so resniči kao notri in take fore, ne. Ja, to so kar take, ne, mislim, v Sloveniji ni palač, ne. Ni takih budžetov. Ampak ne govorimo o music videih, kdo ima jačega, govorimo, kdo je najjačji reper. Ja, ma vse skupaj naredi topol, ne? Mislim, ne to doda. To je ona češnja. Ja, ampak za to češnja rabiš med budžet, oni so porabili po $1 milijon vsak za to. Ampak predstavljaj si zdaj. Ne vem. Ampak ni pa da rabi, če se gre, kdo je najjačji reper. Kaj te naredi jakega reperja to, da ga znaš disati? Mislim, kaj je dis? Dis je, moraš imeti neki za zdisati nekoga, moraš imeti neko podlago, ne? Moraš imeti nek razlog. Mislim, moraš imeti nek bullshit na njemu, nek shit na njemu. Je to, ful moraš imeti nekega sranja. Mislim, moraš imeti neke informacije, pač, ne? Če ne ful površinsko. Si kaj, že kot tvoja mama je debela, pač, ali nekaj, razumeš? Čeprav tudi to, če znaš zapakirati, zna dobro delovati, ne? Samo ki je ta dis je bolj tak šov, je šov bolj globoko, ta dis. Ta ni bil površinski dis, ne? Lepo si rekel, ne, ki si sprašal prej, kaj naredi dobrega, meni dobrega reperja naredi, koliko si kreativen. Ja. Koliko se znaš igrati z besedami in tudi, kot smo zdaj pravili, z music videi, koliko se znaš s celotnim paketom igrati. Res je. Nič, gremo naprej. Upajmo, da se Čale Sale vrne svojim disom. Tako bom rekel, fanta, Čale, Zlatko, srečno, naj zmaga najboljši. Lahko bi rekli, da Zlatko imel problem s Čaletom. Ko se ti lotevaš reševanja svojih problemov? Ne vem, tako da tebe bulijam. Res je. Veš kaj, vprašam, ki ta teden si imel, pa ne bi rekel problem, imel sem situacije,
In v teh situacijah sem se znašel, da sem jezen samo zato, ker nisem mogel biti otroči in nisem mogel kriviti problem, ampak sem že avtomatsko videl rešitev. To se vidi, da si napredoval res. Ja, ne, malo sem bil jezen, ker sem opazil, da sem postal malo več empatičen, emocionalen, bolj racionalen in ful bolj chill. Res ta life je lep, vibe mi je ful dal ta, res sem imel, komod bi se lahko kregal, komod bi lahko krivil problem, ampak sem že takoj našel rešitev, sem že takoj videl rešitev in že takoj sem pač rešil. In čuden občutek je to, da se zavedaš sam pri sebi, da prvič ne moreš kriviti nobenega drugega, vedno si ti sam kriv in drugič vse se da rešiti. In ne, nikoli se nisem zavestno tako zavedal, da pač, no fuck, life je lep, vse se da rešiti. Zato te pražem, kako ti rešiš problem? Mislim, kaj vse se da rešiti? Kaj to pomeni vse se da rešiti? Problem. Tvoj prijatelj se zabija z avtom in umre. Mislim, greš na pogreb, se zahvališ za vse lepe trenutke, kaj je tle za rešiti? To ni problem, ki je za rešiti. Ti ga pogrešaš ful, pač. Ko to rešiš? Da ga pogrešaš. Ja. Sajk, ni odgovora. Ne. Checkmate. A ne, to ni tako ok, ga pogrešaš. Kako bi to... Kako rešiš ta problem? Ta problem lahko rešiš, da nikoli več ga nimaš. V smislu, zakaj ga pogrešaš? Pogrešaš ga zato, ker ga imaš rad. Ja, ampak veš, kaj lahko narediš, da olajšaš to bolečino za naprej, če se ti dajš to gorje ne zgodi. Ok, in kako rešiš ta trenutek? Pa ja, čaki, no. Aha, ok. Da delaš z drugimi ljudmi, ki jih imaš rad, vse, kar hočeš v danem trenutku. V smislu, da nimaš nobenih obžalovanj. In veš, tem friendom, če si ti do zadnjega trenutka, ste se imeli dobro, ste vse delali, valjda ti je bala, da ti je umrl, ampak nimaš toliko regreta. Valjda ga pogrešaš, logično, da ga pogrešaš, ampak če delaš vse do zadnjega trenutka, imaš tako dobrem spominu, da nimaš, vsaj iz mojih izkušenj lahko govorim, da nimaš unega, fuck, je škoda, ampak fuck, ko smo se imeli dobro, stari, da bi bil še tle, veš, ko bi se imeli dobro. Prešaltaš na to mentaliteto, da smo se imeli lepo, ne. Če pa obžaluješ, ti vedno skoči tam, kaj pa če, joj, škoda, veš, ki nismo radili in te to nekako drži v tej tvoji depresiji in pač dovoliš si, da si srečen. Ne vem, no, če si jih odgovoril na problem. Ti si rekel pač samo, ok, sprejmeš in za naprej preživiš s tem človekom, drugim nadomestilom čim več časa, kar lahko. Ja, tle rešitev je, koliko je harš. Oživiti ga ne moreš. Žal ne, zato rešitev tle je preboli. Ne pozabi, ampak ne moreš biti chill, kot ti praviš. Ne moreš to stari sprejeti. Rabiš biti chill. Ne moreš to tako sprejeti racionalno, kot si ti rekel za svoj problem, da kao si bil, če je to tak problem, kot si ga imel ti vrtno ful manjši. Ne, izgovorim zdaj iz smrti, ki se mi je zgodila. In ko se ti zgodi ta primer, vidiš. Ja, ampak ni bil prijatelj, je bil nono. In je bil ful star. Ni bil ful star. Ja, isto je. Veš. In sem ful hvaležen, da sem z mojim nonotom 2 tedna prej umrl, smo šli jesen, sem ga peljal na slavlje, tako smo ga šli čilat. Tako da lahko legit rečem... Ker ti lahko koga ne voziš na sladoled, ali vsi morate fucking sladoled lizati, pizdu materno, stari. Ti puno number one stari consumer sladoleda na kepice. Mam veze, če rabiš, hit me up. Jesus fucking Christ. Ja, pravim, veš, pol dejansko 2-3 dni zatem je postal ful slab in pol pač je šlo samo in hitro, na srečo šel hitro, no da ni trpel. Ampak ti pravim, veš, nisem nikoli, kaj če bi še pač do zadnjega momenta sem naredil vse z njim. In na pogrebu me je hitnilo, pač mi je hodilo na smeki v smislu, fuck, legit, hvala za vse lepe trenutke, ki nima več kaj s tabo narediti. Smo naredili vse, do zadnjega momenta smo vse naredili in nič ne obžalujem. In tako s tem friendom tudi, pač se spominjaš vseh dobrih stvari. Ok. Kaj pa recimo, že ki govorimo o temu, koliko časa misliš, da možeš preživeti s svojimi detki in babicami? Čim več. Kaj to pomeni čim več? Pač in kaj pa tvojla, in kaj pomeni kot lahko? Tako bom rekel. Jure, tvoj delavnik je, vzameš si čas za delo, vzameš si čas za jest, vzameš si čas za fitness, urnik si dej še, vzameš si čas za nono te starše.
Simple as that. Koliko je to, recimo? Koliko bi ti dal? Mislim, koliko je to? Meni je to, na primer, ona, kaj delaš, nič dobro, uletim na drink. Kaj recimo ti pa ne vem, ko si ti doma, ne? In si v letalu. Zavam se. Gledaj, ja, kaj si rekel, da? Je pravim, recimo, če se boš odselil, recimo, stran od staršev, ne? Zelo easy, pač. Čakaj. In kolikrat boš, recimo, šel do tvojih staršev? Mislim, enkrat na teden se zelo spodobi, da greš. Enkrat na teden boš šel? Mislim, ok, vprašam samo. Ti bi šel enkrat na teden, se ti zdi primerna številka, recimo. In kaj pa recimo za nono te pol? Enkrat na teden? Tudi. Mislim, tako enkrat na teden je prav minimum, da si vzameš čas za familijo. Aha, ok. Za familijo, ki te je naredila, ne svojo familijo. Aha, ok. Veš, ko ti si star, ti po tvojih letih in bi mogel imeti že družino, ne, in otroke, Ja. moraš si vzeti pol čas še za svojo familijo. Ampak recimo ti, ne, ki si Ampak toliko je star prav, kot si, ampak recimo je prav, bi da si lahko zamisliš za drugo familijo, bi lahko recimo imel posteljo, ki ni letalo. Se snimam postelje, ki ni letalo, ne. Ti pa pidžamo v pilota se obleče. Zdi čelado za spati imam. Kar neki. Glavne ja, no. Glavne, veste, kako mama hrani Mateja? Tako imaš ličko dela. Si dal ven? Ne, še. Dobro, ampak ok. To je bilo nasilo malo. No ja, no. V glavnem, jaz se tudi strinjam, da je treba biti svojimi. Koliko ti preživeš z nono, bi rekel? Jaz sem full, se mi zdi, pač tako sigurno. Jaz pri te noni sem 2-krat na teden, po mojem se sigurno vidimo, starši se vidimo, po mojem, 1-krat do 2-krat in z drugo nono pa malo manj, 1-krat na mesec. Pa je v bistvu že full blizu, samo pač Ja, niste vstali. mene zanese toliko. Z njo sem bil celo otroštvo, pač v drugo nono. Za vikend sem bil vedno z njo. Si rekel, zdaj malo menjati nono na stara leta. Ja, ja. Ja, neč, tako da ja. To je fair, veš pač. Ma, sem kar dosti, ja. Mislim, meni je hudo, da na en teden se mi zdi pošteno, ki meni je hudo, ko prijem k noni in pač, ne vem, naredi neki za jesti in lahko debatiramo o čemu. Se tvoja nona živi sicer sama, ne? Ja. To je raz tudi, ne. Se zato grem kakšenkrat večkrat, da pač tako malo združim. Sam, kaj delajo none? Stari sedijo in gledajo televizijo, ali? Ti pa tvoja nona? Nima vrta, ti pa štekaš? Ja, moja nona je full bala, ki jo full zabavajo noge in težko hodi. In še v bloku v 4. nadstropju brez lifta. Ker recimo moja nona ima tle ful velik vrt in nono in so non-stop zunaj. Pač, oni so ful zunaj in zdaj danes jutri sem prišel skupaj v trgovino, tipo, ne? To je full vibe. Ono v šmekani kao, veš, gremo v store. Štatuno. Ne, oni se imajo fajn, se mi zdi. Ja, to je dobro, da imaš hišo, Tako ne? imaš hišo in vrt. In da imaš vrt, oni so non-stop v vrtu, ne? Ja, non-stop neki delaš, neki prčkaš. Za televizijo samo tako zvečer, realno, ne? Je to, če si star, da si sam v bloku, je krp moja zoprno. Zakaj ne gre v nek dom ali kaj? Ne, dom so smrt, stari. Tam Zakaj? Pa tam si v družbi vsaj, ne? Ma delajo grozno s tabo, veš. Ma ni nujno. Ja. Če greš te privatne in to. Prvič, ena je ne dobiš za dom, fulčkalna vrsta, drugič poznamo jih. Katastrofa delajo s temi starimi, tako da so malo bogi. Smo pa gledali, moja nona gledala neke hiške tle pritlične, da si nabavi. Ne, nujno neka kročera za stare. Da zakupiš flat in se tam Kaj je voziš. problem od moje none? Pizda noge zajebavajo. Pa se je na barki. Ja, ma tudi po barki moraš malo šetati. Zakaj ne kupite uni? Mobil, Vozi mobil, ja. ker je v bloku. Je, ker ni lifta. Ja, ni Pa zakaj ne teče dol, če ne vrhu? Zasebavam. Kje ti postari? Zasebavam, ono to do teja, ne. Ne, ampak si rekel, ja, da ne more. Ja. Ja, se to je problem. In pač ne vem, kaj se zamot. Tako. Pa kako da ni lifta, pizda, what the fuck, to full weird. Stari bloki, what? Pa zakaj ne zamenjaste? Tudi to smo študirali. Ja. Ampak moja nona pač noče. Lifta. Ne, pač noče, pač. Oni Veš, lift je scary. To so dobre duše, moja nona noče, veš, zdaj nam narediti hustle, mi smo tudi že to rekli, veš, da imaš problem, no, okay, what? Mi smo študirali tudi pač kupiti bajtov, vsi skupaj eno. Samo moja nona bolj tako, da je meni tle. No, dobro, sploh in ni realno, samo noče delati problema po mojem neki. Ma tudi, veš, pač nočeš biti burden, ampak smo vsi rekli, da ona si naredila toliko za nas, pač nemaš problem. Mi je tako, jaz spoštujem, koliko se zna zamoti ženska. Kaj češ pa fucking delati, stari? Ampak veš, kaj je več od life-a vse, pač, ono tako, da nisi samo doma. Ali čeprav, ko si star, si tudi ne da, po mojem, ne? Ma ja, lej, ne vem. Mislim. Ali. Ma se zato, veš, Mislim, meni je ful zabavno petlejo z mojimi, ki me pol vedno s kaj pogovarjamo in tako, no. Pa se zato, pravim jaz pač popestrit dan, iti z njo klepetati, pokazati slikice, kaj delam. Ne lahko ti daš tvoje fore, verjetno. Sigurno. Ja. In jo nasmejem in to je nekaj najjačega. Ja, se nima druge izbire, I guess. Ne mi je zanimivo, stari moja nona tam hodi na pač to so stari nonoti, jaz to ne štekam še, očitno.
Ona se usede na balkon, ona lahko Sedi. tako po 6 ur na balkonu in ve štorije od vseh. Še ko je bil moj nono živ, ona, pridi, Lečo, pridi. Leki ima novega, jaz pa nono, kaj je to kakšna kolegica. Ne, samo vem, da živi v unem štirki, v unem bloku, živi, ni bila s tem, ona je imela enega biondota, veš, zdaj tako pol leta, zdaj ta je en črn, ta je nek novnjen, veš. Ona ve tako, vse ve, te vaške kamere vse vejo. Ta je pač ne to vajbič je. In meni to tako... No ja, če njej paše, ne bo tako. Kaj boš ti delal na stara leta? Ne vem, Kaj je tvoj plan? tekal z otroci. Mislim, Tekal z otroci. kaj delaš na stara leta? Kaj zdaj delaš? Star si. Zgradil bom posteljo z detala v moje vnuke. Pizda. Lahko ti eno prodam. Kaj je tvoj plan za stara leta? Moj plan za stara leta. Ja pač kaj, sem se ne vem. Jaz bi bil tako, ko moj nono, kaj. Lepo šel v štarijo, zamikoti. Vsak dan ob 12 lepo nešto popit v izico, pol malo delati na vrt, jaz dobro, se pogovarjati z vnuki. Jaz sem vprašal to mojega nonota drugega, ki ima njivo. Kaj ti ne dosadi vsak dan na vrtu, tle neki Pa sej šlatat? ti, po mojem, samo pač jaz, da ti ne toliko. Ma sej, pol mi je, en dan sem ga prav res tako, dej, nona zdaj tako face to face, dej, koliko se ti da gor. Ma rekel, ma ti to ne razumeš. Ja. Rekel, jaz grem gor, zjutraj, lepo po 7, ko je mrzlo še, Ja, lepo je. 2 urci, jaz tam tako mogoče malo Ostalo lik malo pospravim. čilaš. In jaz sem pol gor v naravi, si vzamem časopis in veš, čitam 2 ure, pol grem zgornji del njive malo pogledat, Pa sej si vidim, deveje odrezat. mojega nona, on se tam usede pod kakije, reče, in ti pa rešuje križanko in tam čila. In je tam, ja. Pa sej je vaj puno v hladu, lepo tam, veš, kaj ćeš lepšega? Je pa res ful razlika, če imate možnost peti delati ven, ko delati nekje notri zaprt. Sem zdaj opazil, prejšnji teden smo bili mi lepo v Veneciji, smo delali od zunaj, zdaj sem delal doma jaz. Ja, je lepše. Ja. Pije, da nek drug vibe je. Prav tako, lepše je zrak, še če si kje v senčki. Ne, samo je dobro, da imaš 2 ekrane, jaz rabim 2 ekrane zadelati. Ne? Sorti, biznismen, 2 ekrana. En ni Daj ti- dovolj. Dej ti, ono, Sorry ti. ne rabim Maca in ne rabim Sorry ti, 2 iPhone-ov. ekrana in še eno tablico, da si Samsung- zapisujem. Samsung King. Sorry ti. Dobro, v glavnem ja, dejte preživeti s svojimi nonoti čim več in dejte se med fajn, in dejte se z njimi zabavati. Te so full fajn. Prijatelji bojo že počakali. V glavnem, zdaj je šansa, da gre Jure sam na dopust. Ne, Tako da, Jure, kaj boš kaj delal sam na dopustu? kaj bom delal sem na dopustu? Kako to, da greš sam na dopust? Me zanima. Mislim, ajde bi rekel, da greš neko tako popotovanje po Evropi, po Rusiji, Indiji. On gre sam na dopust na Hrvaško. Za en teden. Ajde za 2-3 dni oddih. En teden. Kaj greš delati na Hrvaško? En teden sam. Ne vem. Kje si zbral Hrvaško za oddih en tedenski? Ne, Hrvaška meni lepa. Pač rad imam morje, rad imam Hrvaško. Lepo, lepo. To je pač vibe, ne. Ja, kako to, da greš sam? Kaj boš kaj Ma, ne delal? vem, pač sem rekel, kurc. Grem sam. Kaj te je pičlo? Nič me ni pičlo. Pač jaz sem že bil sam na dopustih in mi je ful lepo. Kaj delaš? No, okay, Kaj delaš? Kaj bi jaz delal? Jaz po mojem bi se usedel, malo bi pisal, malo bi se Pisal kaj? kopal, pač to, malo si zapisoval, malo urejal možgane, pač tako prav, malo se... Po dnevniku, Jaz rabim tako. se odklopiti, tako. Okay. In bi lepo tam malo šel plavčkat, bi šel kupiti kakšno ribico, malo restauracijo zvečer, neki pojest, kakšno ribico, kalamarčke. In tako, malo se In pol to sprehajal. on repeat 5 dni. 5 dni, spal, chillal. Tako pač, kaj, dopust, jaz rabim dopust. Dopust, ne? Torej, dopust, ti greš, Dopust rabim dopust. sam greš na dopust. Grem na dopust. To pa se strinjam, da rabiš kakšenkrat iti sam. Jaz sem leto šel za 1. maj za en dan samo. Sem hotel iti za 3 dni, Wow, ampak to je pa bilo res grdo dopust. vreme. Ja, je bilo grdo vreme, kaj bom šel. Kaj si šel? V Bibione sem šel za cel dan. V Bibione? V Bibione, to je tle v Italiji, lep plažice, malo na trip. Pa še zamenjati okolje in pa še biti sam s sabo. Se strinjam. Tako, se mi zdi, da ko menjaš okolje, čas počasneje teče. Če posebej, če živiš s starši. Ja, Pač je drugače. da Pač. se malo odklopiš. Koliko misliš, da moraš v lifeu si vzeti časa zase, koliko dati časa drugim stvarem, naprimer punci, družini, kot smo pravili, delu, hobijem? Moje za vsakega človeka drugače, ampak jaz rabim dosti biti sam. Ma ne, sam dopust, ko mislim, prav ono, sam odklop.
Eno je dopusten, ja pač se ne vem. Mislim, jaz tako bolj gledam, evo, lej, da greš zdaj ti na Bali, ajde, bom tako zase gledal, da grem jaz zdaj na Bali, meni to, ajde, adventure, gremo kaj vije, gremo kaj počet, eno pa je dopusti po Hrvaška in te, da ne delat nič. Kako pogosto si vzeti te zase ne delat nič, se ne sekirat za nič? Ko začutiš, da rabiš šit, moraš šit. To je občutek, no, bi jaz rekel. Ko ti je preveč vsega. Ja, ma je dobro, da ne pride do tega, da ti je preveč, a? Ja, ampak že ni tako enostavno, Matej, stari. Ne moramo si tako. Le, imaš tako svobodo, toliko ti je življenje vse podarilo v roke, da pač zakaj si dovoliš tak stres v lifeu? Zakaj se bolj ne čuvaš? Zato, ker jaz moram zgraditi več, kot sem dobil. Misliš, da... Mislim, ne moram jaz tako živeti kot ti, da se prepustim v sodi, pač ono, bo kot bo, pač tekaš. To je ta mindset, ki ti nič ne naredi. Ampak misliš, ker tebi v lifeu je bilo tako vse šenkano, da se čutiš dolžen, da dosežeš nekaj več. Ne, ja, to je res, ampak recimo, zakaj recimo so pa tebi kupili posteljo na letalo, pač kaj, zato ker so mislili, da boš pilot? Ne, ja, ker so hoteli, po mojem so mislili, so želeli, da postaneš pilot, ampak poglej. In piloti ne morajo imeti očal, ne smeš leteti. In pol pač moje sanje so šle. In edino letalo, v katerem sem, je moja postelja na letalo, Jure. Tako da pač lej, sorry, lahko rečem, vsak dan živim svoje sanje, ker sem v letalu. Dobro, kaj, to ne bo nič zapraviti. Ja, in pri 15 letih sem naredil še custom krilo, se lahko odpre. Jaz imam zdaj za te, Jure, prej končamo še 2 zanimiva vprašanja. Eno vprašanje je, pa to zdaj resno mislim. Ne mislim, to ni zajebancija. Ja. Koliko malih otrok in koliko mora biti stari, lahko naenkrat prefukaš? Tako da te napadajo. Koliko stari? Zdaj to te vprašam, koliko ti misliš? Koliko stari? Ja, do katerega leta in do koliko? Ne vem, če so stari, mislim, da so jih shodili, po moje govorimo o številki do 300-400. Ok, to je velika številka. Dokaj ne znaš, dokaj se jih začne hoditi. Rečemo 8-letniki, ajde. Ki to so že oni mali naspidirani in malo že veš uno... 80 naenkrat 8-letnikov lahko prefukaš. Lagano. To je dosti. In vsi naenkrat te napadajo. Kaj bo oni mali? Ja, ma jih je 80 stari. Ja, pač nič, vsakemu je en komovček in kolenček stari. Pak. Ja, ma 8-letniki so taki mali živi. Jaz mislim, da 8-letnikih do 100, no. Do 100. Veš, kaj moraš tudi... Tudi nastane kup okoli. Je lažje. Ampak fora je, da, veš, vsi, ko smo bili mali, smo bili še bolj taki mehki. Veš, te Mador, in kaj misliš, da ga s kolenom, pač, kaj s tabo? 80. Do 100, bi jaz rekel. Naenkrat. Lagano. A ti veš, da 8-letniki ti po tak klinček, tako že? Ja, samo nima dosega, razumeš? Ok, ampak veš... Ja, ma razumeš, prvih unih 6-7, ki jih, razumeš, so že na kupu. Ok, ma ne more, veš, kaj misliš, da ti lahko naredijo kakšno škodo? Ja, griznejo te lahko. Ja, veš, škodo ti lahko naredijo. Ja, griznejo te lahko, samo pač jih moraš pač taktično, ne? Tipo, ne vem, ena, kaj jaz vem, račka, da te ugrizne ni nič, ma da te 5 račk ugrizne, to že boli. Kaj pa ti misliš, koliko je lahko ti? 8-letnikov naenkrat. Ja, mislim, 15 je že dosti, po moje. To niti ne začneš. Ma 8-letnik, to meni pride, to je tako 2 glavi manjši. Ja, dobro, ti si gre 14. Ja, sej zato, ni dosti razlike. Tebe ni dosti, ja, to je res. Ja, ti čih 80 naenkrat, ja. Meni 15 je že velika. Mislim, da začnejo plezati na te, ne, samo ko začnejo plezati na te, je problem. Ja, prvo jih tako z nogo, ne. Ja, dobro je, da pač njega rukneš in pade, vsaj to. In pol podreš ga zadaj, razumeš? Sam pol te bolijo, tudi členki te bolijo, pol verjetno, ne? Pa tega je dosti materijala, Jure, stari. Kje boš ti 8-letnikov po tamanu? To utrudite. Pa dobro, kje rečemo 50, ajde. To je še jedno dosti. Ne, tako, predstavljaj si zdaj v prostoru, jaz zdaj predstavljam tle, evo, 15 otrok si predstavljaj. Že 15 otrok je dosti. Ja, kaj začnejo hoditi en po eden ali vsi naokoli? Vsi naenkrat. Veš, 1 na 1 ala šu, to ti samo dosadi. Ampak vsi naenkrat te napadajo. Predstavljaj si tle, 15 otrok, veš. To je enih komadov. Tebi ni težko se predstavljati, koliko je to otrok. Ne vem, recimo, ko sem se jaz z mojim bratom tako malo, ne, bi jih lahko komače enih 8 nabil. In že si rekel 50. Ja, sigurno 8 sočasno, da bi jih bilo še takih malih. 8
še... Ja, da bi jaz zares, jaz sem se z njim tako malo zajebancijo, ne? Ampak veš, da bi ga hotel nalomiti, bi ga lagano mojega brata. Meni pa se zdi dosti 15. Jaz bom rekel 15. Zdaj, ki je star več, zdaj ni tako lahko, ki je postal močen. Ampak zdaj je že 13, ampak da je bil 8, ko je bil 8, pač, to so pač drobni še. Lej, če posluša kakšen starš in ima kakšnega ekstra otroka, da nam ga ponudi za eksperiment, se javimo. To bi mogel Mr. Beast delati. En odrasel proti 100 otrokom. Ja, koliko jih lahko prefuka. Ja. Ali pa en otrok proti 100 odraslim. Kdo bi zmagal? Ajde naprej. Čakaj. Kdo misliš, da bi zmagal tako? En 16-letnik, najstnik ali 20... Koliko 100-letnikov misliš, da lahko nalomiš? Sej, to je šlo. Koliko ja? Recimo tvoja babica, ki ima probleme z nogami. To lagano. Pa ja, to izpotakneš, malo klecneš in pade Boga. Ampak ne porineš koleno v drugo stran, razumeš? Ma oni so krhki, veš. Stari ljudje. Ok, evo, koliko naenkrat starih nonotov bi lahko po tamanu? Pis, da moj nono je 85, pa ni tako švoh, ne? Ma te nonoti so trpežni. Ne, tonoti so trpežni, bolj none lažje. Ja, ampak jaz te bom zdaj prašal za nonote. Moj nono je bil 65, če ne več, je padel po stopnicah, povila mu je nona glavo, jaz prijem na obisk, ono smeje, malo sem padel. Ti punič, stari. Pa je že bi jaz rekel, je malo krhek. Dobro, 65, to je mlad. Ma mislim, je bil tudi malo bolj, ga je malo bilo, ne, Ok, koliko misliš nonotov? Nonot, odvisno od nonota, ne? Ma jaz rečem, tle tudi, jaz ostajam pri tipo 10 nonotov. Mislim, ki moj nono, tipo, je ni. Jaz mislim, da bi šlo, ampak... Eni nonoti so... Trdoživi, ne? Eni so to nabiti. In debeli. Eni so... Ni heca. Poprečni nono. Ne vem, jaz bi rekel, da do 20, no. Tudi 10. Jaz bom rekel max 10. Ma ti 4, po mojem. Da se te 4 nonite bilo ti, jo. Ja, se ti pravim, max 10. Ma nonoti tudi znajo se tepst. Otroci se ne znajo, razumeš? To imaš tudi res, ki nimajo koordinacije, nonoti vsaj malo... Ja, nonoti se mi zdi pa, da nimajo ravnotežja. Odvisno, kjer je spet. Tako malo, veš, malo ga rukneš in bo malo zacepetal. Ja, moraš pač iti na lomljenje, nje. Ok, kaj pa bi ciljev? Kolena. Pri obeh otrokih in... Ne, pri otrocih glav. Ne, to se strenja. Zaradi višine pač. Ja, ok, pri notih kolena. Moja po moje so švoh sklepi, ja? Ja. Malo tej boki njihovi. Dobro, te bašta. Ja se rečem 10. Nono to 20. Predstavljaj si ti 20 tipov. Ja, pač bi šlo. In vsi naenkrat se spravijo na te. Ja, ma itak ne morejo, oni niso tenki poskočni. Ja, ma vsi se spravijo na te, Jure. Koliko mene so lahko 4? Ok, in en slučajno se zgodi, da ti klece nogo, pa ješ po tleh. Ja, ma in kaj mu, pol samo nogice začneš lomiti od spodaj. Lej, je zaprovat, če mogo da viška nonote. Lahko tipo jih porušiš, razumeš, primeš spodaj, tipo greš kot ameriški nogomet, ne? In greš samo skozi gručo. In to narediš 16krat in to je to. Ja, dobro. V glavnem, ne podpiramo nasilja. Ne, to je samo retorično vprašanje bilo. Še zadnje, tako, zabavno vprašanje z danes. Kaj je najbolj crazy, smešna stvar, ki lahko rečeš punci, ko ti reče, da je noseča? Kaj sem jaz oče? To je dobro. Nisi prva, ki mi je to rekla? Meni je prišlo zunaj. Škoda. Nisem ploden. Ojoj, otroci bojo grdi. Po mami. Kaj si fiks, da nisi samo debela? Ne, to ko ti pove, nimaš trebuščka. Si pripričan, da ni samo faza? Si pripričana, da je moj? Si pripričana, da je tvoj? Dobro. Nisi samo napihnjena? Ma kaj ti boš bila mama? Kaj se hecaš? Ne, to je... Ja, veš, dara fora. Kaj že? Ja. Zgledaš kot mati samohranilka?
Ja, nič, čas je, da grem. Grem po čike. Ej, imeli smo se lepo. Ej, imela se boste lepo. Ja, lej, no. Upam, da vse pupe, ki ste ali boste noseče, ne slišite nič takega. Jaz se s tem strenjam pač. Tako da, ja. Kaj je rekel Matej? Kaj boš rekel ti tvoji, ko ti bo rekla, da je noseče? Koliko misliš, da boš bil navdušen? Ful. Ja? Ja. Okay. Pač jaz bi rad bil navdušen. Sin ali čerko? Vseeno. Samo da je. Samo da je zdravo. Amen. Gremo mi na vprašanja. Vedno prej začnemo podcast, damo vprašanje na Instagram, da nas kaj vprašaste in danes ste nas vprašali. Marko Lovrenceč, vse cool, samo zakaj je vtičnica na steni rumena? Ker je stara. Smell like teen spirit, Jure je hot. Isti je vprašal, ali bi rajši fukal banano ali banana vas. Banana vas, kaj je to? Ko ananas? Banana vas? Jaz bi naredil eno malo luknico in ji dal noč življenja. Urška Podvresnik, v katerem zgodovinskem obdobju bi živeli, če bi zbirali? Jaz kot Matej Rimanič bi šel v Egipt. Ma stari ne, veš. Grčari, oni so imeli kanalizacijo, veš, da gremo v miru kakat. What? Jaz bi šel v prihodnost. Jaz bi šel v prazgodovino, da sem alfa samec, uga čaga. Stari, ne vem, kako so preživeli tvoji predniki, stari, prisežem. Po moje... S tem, da so bili zabavni, pizda. Tipo, dejka, pustimo živega, ono, ki je tako zabaven. Ampak nekaj si predstavljam zdaj v taki obliki enega našega prednika, veš. Ta žival ne bo umrla. So vzeli... Boljše, kaj že ona, tipo... So vzeli mojega člana sabo na lov, da malo pokomentira, dokler čaka, da pride gazela, da jih dela. Povej ti zelo, ono. Kaj je bilo ti ono? Čakaj. Kaj bi rekel Rimanič? Tipo, uloviš se, boljše to, ko mamut. Vsaj neki. Dobro, lej. Tam ono žalostni zlova, ma vsaj probali smo. Dejmo ekipa. Dobro smo to ulovili. Lej, ste vsaj ulovili tako dore muce štekaš. Uga čaga, gremo mi naprej. Our funny life. Ideja za podcast. Poznate kakšno epizodo z vašimi starši? Ja, lahko bi, ja. To smo že imeli idejo, mogoče pa res. Zakaj ne poznajemo starši, ali pa znano ti? Jaz bi z mojo nono, samo... Pa dobro, pa jo damo na... Vzajemo... Ja, mora biti samo zdrava, da lahko ona se prijema. Mislim, se je dovolj zdrava, ali... Ne, noge jo zabavajo. Ona živi v 4. nastropju. To je 50 stopnic gor in dol. Ja, ne samo dol. Dobro, ti primu, hopa, cupa. Če ne pa, lahko pridemo na obisk moj noni, prijeta nona na obisk in počnemo tam. V glavnem... Nič, hvala, ker ste bili z nami. Shoutout za naše sponzorje El Toro Steakhouse. Pol imamo našega Barbarian Squad, najboljši barber na Obali, Nanja masaži, ki dela najboljše masaže. Vsi čeknite njih. To je to, hvala, ker ste z nami, čujemo drugi teden. Čau.